Občina Slovenske Konjice, kot kaže, po Ivanu Milatijo dobila drugega častnega občana. Ja, res je, no, resnici na ljubo, vmes smo imeli častnega občana še monsenjorja Ivana Pajka, ki pa je nažalost pred sedaj 4 leti umrl. Nekako se mi je zdelo primerno, da predlagam gospoda Florjana Jančiča, ki je dolga leta ustvarjal, vse skozi živel v Konjicah, ustvarjal v Konjicah, bil je dolgoletni direktor Dravinjskega doma, potem je svoje življenje zapisal gasilstvu. V vmesnem obdobju je bil tudi predsednik skupščine in na koncu koncev njegovo delo v zadnjih nekaj letih, kot je gasilski muzej v Slovenskih Konjicah in cel niz knjig na temo gasilstva, s katerim pomaga ohranjati kulturno dediščino na tem področju, se mi je zdel zadosten razlog, da sem predlagal podelitev naziva častni občan, kar je na koncu koncev Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve tudi predlagala in občinski svet tudi potrdil. Ste pa tudi predlagatelj vsakoletnega tistega, ki podeljujete zlatega grba, najvišjega priznanja. Zakaj Janko Lešnik? Osebnost Jankota oziroma Janča Lešnika, kot ga bolj poznamo, nekako je on zadnjih 25 let ustvarjal na takratnem Tozdu, nekdanje kmetijske zadruge, kasneje kot podjetje Zlati grič, in poskrbel za to, da danes govorimo o prepoznavni znamki. Vina Zlatega griča so prepoznavna in se ves čas trudil za to, da so Škavce ostale takšne, kot danes so. Lahko jim rečemo tudi park vinogradov, urejenosti skupaj z igriščem za golf, in to je tisti magnet, ki vleče na področju turizma v Slovenske Konjice. Jaz se zavedam, da je njegovo delo tudi nova pridobitev, vinska klet, in zavedam se tudi tega dejstva, da je zgodba o finančni bodočnosti podjetja Zlati grič na majavih nogah, pa vendar klet je tukaj, vinogradi so tukaj, zaenkrat še neokrnjeni glede poselitve, in mislim, da je to prispevek, njegov prispevek, zadosten razlog, da mu v letu, ko se je poslovil od aktivne službe, ko odhaja v pokoj, da mu podelimo eno priznanje za njegovo dosedanje delo v Konjicah. Malo ste se v tem času seznanili s stanjem realnim bazenu z Zbelovo, ki je precej zaskrbljujoče. No, dejstvo je, da smo zadnjih 9 let vsako leto tiščali glavo v pesek in nekako se pravzaprav igrali tudi z usodami tistih ljudi, ki so prevzemali odgovornost za obratovanje bazena na Zbelovem. In danes sem nekako želel občinske svetnike seznaniti z dejstvom, da bazen nima uporabnega dovoljenja in da, če želimo zagotoviti normalno poslovanje, varno poslovanje, takšno, ki na koncu ga zahtevajo tudi sedanji predpisi, da se bo treba odločiti in za dokončanje te zgodbe bazenu z Zbelovem nameniti znatna sredstva. Jaz v tem trenutku sicer sredstva ne vidim, je pa na občinskem svetu, da se odloči, da da zeleno luč, da zagotovimo potrebna sredstva, da bo ta bazen posloval, tako kot sem rekel, v skladu s predpisi in v zadovoljstvo tistih, ki ga koristijo. Kaj je treba tam urediti? V bistvu je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje in za uporabno dovoljenje potrebujemo od ureditve strojnice in strojnih inštalacij. Nažalost je po današnjih predpisih in tudi v projektu bila predvidena izgradnja parkirišča, ki ga v tem trenutku ni. Vemo, da marsikateri bazen obratuje brez parkirišča, ampak to so bili takratni predpisi in danes, če hočemo priti do uporabnega dovoljenja, brez tega pa seveda ni normalnega obratovanja, potem potrebujemo najprej izbrati dokumentacijo in opraviti vsa ta dela, ki pa so seveda finančno zahtevna. To pomeni približno po grobi oceni 70 000 evrov.
to, da ni uporabnega dovoljenja, ste izvedli na občini zdaj, ali se je to vedeli že prej? Jaz osebno sem izvedel zdaj le pred mesecem in pol, ko sem se zavedal, da bo kmalu prišlo poletje in sem želel to zgodbo, ki se je zadnja leta vleklo in smo se vedno pred nastopom poletne vročine pogovarjali, kaj pa zdaj. Seveda ne moreš pustiti otrok v tem vzhodnem delu občine nekako na suhem, kot temu rečemo, in smo potem vedno sklenili neki kompromis in upali, da se ne bo nič zgodilo. Kakva je v bistvu realna možnost, da bo bazen odprt? To je v tem trenutku težko napovedati. Jaz mislim, da uporabnega dovoljenja do poletja zagotovo še ne bo, ker to je povezano z enim procesom, ki je časovno precej zahteven. Pa si bo upalo komunalno podjetje sploh upravlja s tem bazenom? Na koncu koncev je potrebno za mnenje o tem vprašati lastnika, to je Krajevna skupnost Belovo.